otrokovem druženju, drugem v tem šolskem letu. Tukaj je še eno tako domače omizje s piškoti, prosto, tako da lahko pridete iz zadnjih vrst tudi naprej in si lahko postrežete sveže pečene piškote. Torej, lepo pozdravljeni. Moram reči, da sem zelo vesela, da smo se na tako še zadnji lep sončen dan v tem tednu srečali tukaj. Danes vam bo pa več o sami vsebini izobraževanja povedala nova vodja razvojnega tima sodelovanja s starši Irena Grošelj. Dragi sodelavke, spoštovani sodelavci, lepo pozdravljeni. Tako kot je že Suzana rekla, smo se srečali na drugem izobraževanju z naslovom Kultura dobrega pogovarjanja. Vsi vemo, da je dober pogovor lahko res izjemen, ampak vse premalokrat se kot tak udejanji tudi v praksi. Se sploh zavedamo, kakšen pomen ima lahko dober govor in kaj pomeni dober govor v naših medsebojnih odnosih. Vlagamo v to dovolj truda in pozornosti. Si sploh znamo razložiti pojem dober pogovor. Da bi bolje razumeli in se zavedali njegovega pomena, nam ga bo danes naš sodelavec, dr. Dušan Rutar, bolj nazorno predstavil. Dušan, izvoli. Glede na to, da je petek popoldan in da bi bili radi čim prej vsi doma, bom pravzaprav malo paradoksno kratek oziroma prekratek za tako temo o umetnosti ali kulturi dobrega pogovarjanja se pač ne moramo poučiti v eni uri. Oziroma, mogoče se tudi lahko poučimo, ampak to še uvod k predgovoru ni. Pred nekaj urami me je kolegica, sodelavka, postavila na hodniku in vprašala, rekla tole. Sem prebrala nek tvoj zapis, piše to in ono, in je zelo uporabno, in je zelo fajn, in je zelo krasno. Mene pa zanima, kaj bi jaz še lahko naredila v zvezi s tem, kar je zapisano in je očitno všeč. Jaz sem jo povabil semle, mogoče zdaj tukaj, in sem rekel na kratko prav nič. Lahko pa se učiš prispevati kulturi dobrega pogovarjanja v tej inštituciji. In ta izraz prispevati kulturi pogovarjanja je čisto nekaj drugega, kot razmišljati, kaj lahko jaz, osamljeni posameznik, naredim z drugimi ljudmi v inštituciji, v kateri vsaj preživim 8 ur. Razlika v besednjaku je očitno pomembna. Z ljudmi ne delamo, tako kot delamo z orodjem ali s predmeti, z objekti, lahko pa s njimi sodelujemo. Ampak, ko rečemo, da sodelujemo, to ne pomeni, da jaz nekaj delam z nekom. Sodelovati pomeni, da vsaj dva nekaj delata skupaj za določeno idejo, kulturo ali kaj podobno. Torej, kulturo, naprimer, kulturo dobrega pogovarjanja lahko ustvarjamo samo skupaj. Če imamo interes, seveda. In glede interesa obstaja tudi zelo dobra prispodoba, ki je pravzaprav več kot prispodoba, ker se je to empirično zgodilo,
in jo velja imeti pred seboj. Zelo dober ameriški judovski psihoterapeut Gabor Mate je v enem razgovoru pred kratkim rekel tole, ker je preživel holokaust. In je rekel, po vojni, po drugi svetovni vojni, je bilo pogosto vprašanje naslovljeno na Nemce tole. Ali ste vedeli, kaj se je dogajalo takrat v Nemčiji? Podobno so spraševali tudi SS-ovce, kaj ste vedeli, oziroma ali ste vedeli. In nek gestapovc je nekoč rekel na to vprašanje, odgovoril takole. Vprašanje ni dobro zastavljeno. Vprašanje ni, kaj sem jaz vedel. Vprašanje bi moralo biti, kaj bi lahko vedel, če bi hotel vedeti. To je pa nekaj drugega. To je pa nekaj, kar je porojeno sicer iz zla in iz groznih okoliščin, zelo dober uvod v teorijo človekove motivacije, katerakoli. Naprimer tudi te povezane s kulturo dobrega pogovarjanja. Vprašanje je, kaj bi še lahko vedel o kulturi dobrega pogovarjanja, če bi hotel vedeti. Če bi me to smo zanimalo. Vsakdo od vas bi lahko rekel, lej, v petek ob 2 poslušati enega Dušana Rutarja, itak, kad ne razumemo kaj dost, to vemo že iz prejšnjih izkušenj, itak nam nič kaj tazga novega ni povedal, tudi to vemo iz prejšnjih izkušenj, zakaj bi sploh šli tja? To bi bilo zelo smiselno vprašanje, porojeno iz izkušenj iz te inštitucije, pa vendar ste tukaj, vsaj nekaj od vseh, ki tukaj delajo, ste tukaj, v petek ob 2 popoldan in ste očitno pripravljeni poslušati, kaj imam povedati o kulturi dobrega pogovarjanja, čeprav bi lahko rekli, neodvisno od tega, kar sem ravno kar povedal, pa sej mi se znamo pogovarjati. Kdo pa je zdaj Dušan Rutar, da bo nam govoril, kako se pogovarjamo? Pa se to vsak zna. Se dnevno pogovarjam, se pravzaprav nenehno pogovarjam. Drug z drugim. Zakaj potem biti tukaj? Pa vendar ste. Vendar ste tukaj. Vprašanje je zelo dobro, zelo zdravorazumsko. Zakaj bi poslušali, kako se pogovarjati, če pa to že ves čas vemo in ne samo, da to vemo, to tudi počnemo. Dobremu vprašanju sledi empirični podatek. Če bi bilo res tako preprosto, zakaj je danes psihologija, glede na številke prodanih knjig in člankov in vsega drugega, najbolj iskano blago na svetu, če lahko tako rečem? Zakaj je tamle zunaj, podatek, ki je samo za Združene države Amerike, v zadnjih nekaj letih išlo več kot 100.000 knjig z področja priročnikov self-help, torej načinov pogovarjanja, reševanja vsakdanjih problemov, tako naprej, ki se jim lahko reče samo pomoč. Če je vse tako preprosto, da toliko znamo in vemo in to tudi počnemo, zakaj so psihološki področniki daleč najbolj prodajene knjige na tem svetu? Zato, ker očitno ljudje mislijo, da ni tako zelo preprosto in da hočejo vedeti več. Da hočejo vedeti nekaj o sebi, česar sicer ne vedo. Vsak človek nekaj ve o sebi, ne more biti drugače. Vsak človek ve nekaj o drugih ljudeh. Ampak očitno je potreba po več velika. In o tem priča seveda od vseh teh 100.000 več naslovov bi zaradi domušnosti samo izpostavil eno. Pred kratkim je celo Arnold Schwarzenegger napisal priročnik
o psihologiji vsakdanjega življenja za samo pomoč. Arnold Schwarzenegger je napisal knjigo z naslovom Bodi koristen. Noter je, v knjigi najdete 7 orodij, kako narediti svoje življenje bolj, kot se reče v angleščini, meaningful. Kako najti poti do večjega zadovoljstva v življenju, do boljše poti za reševanje konfliktov, sporov, premagovanje tesnobe, anksioznosti, depresije, težnje k lenobi, kako biti bolj učinkovit, bolj produktiven in tako naprej. Torej, celo Arnold Schwarzenegger, ki ravno ni znan po psihologiji, ker je znan po čem drugem, je napisal psihološki priročnik. Dobro, če bi vas dober bi rekel, ali pa so ga napisali, ampak ne vem, zato tega ne bom rekel. Glavno tukaj je 7 orodij za meaningful life. Meaningful je dobra beseda, angleška beseda, ki pomeni tole, pravzaprav poudarja nekaj, s čimer se bomo danes ukvarjali. Če se vprašamo, katere človeške potrebe so bazične, najpomembnejše, bo verjetno vsakdo najprej rekel kisik, hrana, pijača, pa mogoče še kakšno stvar za regulacijo toplote. Pa vendar ni čisto tako. Zdi se, da je tako in za vsakdanje potrebe je to čisto dovolj, pa vendar ni čisto tako. Vemo, da včasih kakšen človek naredi nekaj, kar je na prvi pogled videti grozno in nenavadno, morda celo čudaško. Pa vendar, če se malo v to poglobimo, ugotovimo nekaj, kar psihologija poudarja že dolgo časa. Mislim na gledovno stavko. Včasih se kdo je pripravljen celo odpovedati hrani, bazični potrebi, temeljni potrebi. Brez hrane čez nekaj časa umreš. Zakaj? Zato, ker obstaja še ena potreba, ki je vsaj včasih še pomembnejša od hrane. In to je potreba, da me drugi ljudje slišijo, ampak zares slišijo, ne samo da reči, da me slišijo. Da me priznajo, da me cenijo, da me spoštujejo in da mi to tudi pokažejo. Včasih postane ta potreba močnejša od potrebe po hrani in se je kdo pripravljen odpovedati hrani, da bi zadovoljil to potrebo, ki sem jo ravnokar omenil. Torej, ko naštevamo temeljne potrebe ljudi, je zagotovo treba omeniti tudi to. Potreba, da sem cenjen. Potreba, da čutim spoštovanje drugih ljudi. Začne se seveda v zgodnjem otroštvu. V zgodnjem otroštvu, v katerem se velikokrat ljudi o tem poročajo. Otroci, zlasti potem, ko malo odrastejo, včasih poročajo odrasli, ko pridejo v kakšno terapijo in se spominjajo za nazaj, posebej sami otroci, kako je bilo s tem. S čim? Ker smo ljudje, kar je zelo pomembno, simbolna bitja, mi smo bitja jezika. Jezik nam omogoča, da temu, kar se dogaja z nami in sebi in lastnemu početju, pripisujemo pomen in smisel. In beseda pomen in smisel je v angleški besedi meaningful life. Življenje, ki je polno pomena in smisla. Obstaja tudi življenje, ki ni polno pomena in smisla. Obstaja življenje ljudi, ki je izpraznjeno, ki je dolgočasno, ki je tako napolnjeno s trpljenjem in bolečino in depresivnimi občutki in tesnobami in anksioznostjo in strahovi in negotovostjo in občutki krivde in občutki manjvrednosti ali občutki nevrednosti in tako dalje, da je tako življenje vse prej kot meaningful. Obstaja tudi življenje, ki je prazno. Obstaja življenje, v katerem ljudje hrepenijo
po tem, kar Arnold Schwarzenegger imenuje meaningful life, pa ne vejo, kako priti do tega, kako živeti tako življenje. In to je prav gotovo eden od ključnih razlogov za tistih nekaj 100.000 naslovov knjig, ki so v zadnjih desetletjih prišle na trg, ker ljudje očitno množično, to so milijoni in stotine milijonov izvodov knjig, prepričani in verjamejo, ker so te knjige tudi pokupili, da je res, ravno kar pripovedujem, da je življenje včasih še prehitro prazno. Da je tako, da imamo občutek, da to, kar počnemo, da to, kar živimo, nima kakšnega besednega smisla, ali pa da nikamor ne pelje, ali pa da samo stopicamo na mestu in se ne premaknemo celo in tako naprej. Torej, očitno je vsega tega, glede na številke, kot sem rekel, veliko. Pa ne samo to. Iz izkušenj, ki jih imajo psihologi, psihoterapeuti in psihoanalitiki in drugi, vemo, da je res tako. Zdaj tudi zato vemo, ker ljudje pridejo na vrata in rečejo, potrebujem pomoč. Ker te knjige, kot sem rekel, še uvod k predgovoru niso. Vi lahko preberete vse knjige tega sveta, lahko preberete vse priročnike, pa ne bo kaj dosti pomagalo. Zakaj ne? Naj najprej komentiram tole, kot tle gor piše. Številne od teh statističnih podatkih, celo več kot polovica, številne od teh knjig so pravzaprav napisane zelo nepribližno. Nimajo kakšnih dobrih znanstvenih podlag in niso kaj dosti vedne. Pa vendar se prodajajo, ker obstaja lakota po njih. Se pravi, manj kot polovica je takih knjig, ki imajo tudi kakšno dobro znanstveno podlago. Zdaj, kot sem rekel, če preberemo knjigo, ali pa kot se reče, delamo na sebi, se ukvarjamo s seboj, pravzaprav še s tem nismo ničesar naredili na nekem področju, ki je mnogo pomembnejše za nas. In to je medsebojni odnosi. Medsebojni odnosi so v osnovi nekaj preprostega. Medsebojni odnos vključuje vsaj dva človeka. Ali lahko na odnosu dela, kot se reče, en sam človek? Lahko, ampak ni nič naredil, če na tem istem odnosu ne dela še drugi. Odnos ustvarjamo skupaj. Človek ne more sam ustvarjati odnosov. Lahko prispeva k odnosom, ne more pa ustvarjati. Se pravi, potrebujemo več ljudi. In da bi se v odnosih kaj spremenilo, mora teh več ljudi, ki te odnose ustvarjajo, se odločiti, da želijo nekaj spremeniti. Potem se bodo tudi odnosi spremenjali. Sicer se pa ne bodo, oziroma zelo pogosto se ne. Kakšna je izkušnja, ki jo imamo? Izkušnja, ki jo imamo, ko pridejo ljudje iskat pomoč, je velikokrat na žalost tale. Človek se vendarle v odnosu s terapeutom začne spreminjati nekatere prakse svojega življenja, nekatere prakse svojega razmišljanja, nekatere načine odzivanja in tako dalje, in tako dalje. In potem pride nekega dne v terapijo in reče, a veste, meni so pa domači rekli, da tole niso pravi zadovoljni, da jaz hodim k enemu psihologu, ker se jim zdi, da psiholog zgolj polni ušesa z, to sem zadnjič slišal, z enimi psihološkimi neumnostmi, pač temu človeku, ki je prišel k psihologu. To je pogosto odziv ljudi, ki ne želijo sprememb v odnosih. Naprimer, v družini bi starši videli, da bi se spremenil otrok, ker je problem v otroku, ne pa cela družina, ker oni ne vidijo problema v odnosih v družini. Problem ima samo otrok. Oni ga nimajo. Ali pa mož in žena. Reče mož ženi, ti imaš probleme, pojdi k enemu psihologu,
Jaz nimam nobenih problemov. Ne, oba imata problem, ker ga tudi oba ustvarja. Kot rečem, ta minimalni dispozitiv, se pravi, odnosi, je pogosto popolnoma spregledan. Še vedno. Spregledan, ljudje spontano, celo strokovnjaki. Zadnjič mi je ena gospa napisala pismo in rekla, a mi lahko poveste, moj psihiater je rekel, da je depresija bolezen možganov in da moram jesti tablete vse življenje. Draga gospa, nobena znanost še ni dokazala, da je depresija bolezen možganov. Mogoče da bo, ampak zaenkrat ni. In evidenc je, kolikor hočete. Drugič, kdaj ste že slišali za bolezen, ki jo je treba zdraviti vse življenje? Ok, obstajajo zelo hude bolezni, kot je rak, ampak če preživite, ga ne zdravite vse življenje. Zdraviti bolezen vse življenje je čisto neumnost. Bolezen, ko vemo za vzroke, če jo znamo pozdraviti, bomo pozdravili v končnem času. Ampak ta gospa je bila čisto upana, meni so pa rekli, da bom morala vse življenje, se pravi, naslednjih 50 let, jesti zdravila. K temu velja dodati en preprost podatek, ki si ga boste verjetno zapomnili in jaz tudi želim, da si ga zapomnite, ker je to pomemben del tega, s čimer se danes ukvarjamo. Dokazano je, da na naše duševno zdravje, na to, kako meaningful doživljamo svoje življenje, kako živimo, kako se obnašamo in tako naprej, več kot pol k temu prispevajo medsebojni odnosi. Ja, nekaj tudi geni, pa zaradi mene tudi položaj Saturna ali pa polna luna, ampak to je minorno. Večji del, več kot polovico vsega, ustvarijo, prispevajo odnosi. Kvaliteta odnosov je še zlasti pri tem pomembna. Koliko časa, tudi to vemo, se ljudje v povprečju ukvarjajo s kvaliteto medsebojnih odnosov, da bi prispevali k večji kvaliteti medsebojnih odnosov ali kulturi dobrih odnosov. Raziskave potrjujejo bistveno manj časa, kot se ukvarjajo z lepotičenjem svojega avtomobila ali pa pospravljanjem stanovanja ali pa dela na vrtu. In ko rečem bistveno manj, pomeni to zares bistveno manj. Neprimerno več ur ljudje vkopavajo vrt, kot skrbijo za kultiviranje medsebojnih odnosov. V povprečju, ne vsi, v povprečju. Bistveno več časa posvetijo pametnim napravam, televiziji ali pa telovadbi, kot medsebojnim odnosom. Če se iz tega naučimo? Da v povprečju ljudje očitno dokazano precej zanemarjajo medsebojne odnose. Nesporno, zlasti v svetu, v katerem živimo, skrbijo za svoje telesa. Nesporno, v vsakem koraku, vsak dan se poudarja, da je treba skrbeti za svoje telesa. Super dobro, da je treba skrbeti za zdrav življenjski slog. Absolutno, da je treba jesti čim manj cukra in preveč predelane hrane. Absolutno, pa se treba izogibati nekaterim karcinogenim snovem, seveda. Ampak zelo redko pa slišite, da je dobro, zelo dobro skrbeti za kakovostne medsebojne odnose. Žal živimo v svetu, v katerem je kult individualizma mnogo močnejši od preproste ideje, ki sem jo vpeljal danes, da so za nas, za naše doživljanje sebe, medsebojnih odnosov, tega, kar imenuje Schwarzenegger, meaningful life, zelo pomembni, z naskokom medsebojni odnosi. Kot sem rekel že prej, vse se začne v otroštvu. Zlasti z načinom, kako se ljudje, starši in otroci, pogovarjajo med seboj. Vzemimo preprost primer. Kot rečeno, vsi se znamo pogovarjati, vsi komuniciramo
in o tem ni treba kaj prav dost reči. Ali pač je treba. Naprimer, gremo v trgovino, otrok se v enem trenutku ustavi v koplje in začne smerati, da hoče uno ljudko, ali pa uno liziko, ali pa ne vem kaj, uno igračko. In starši ne malo naroden, ker drugi ljudje začnejo gledati okrog, kaj se dogaja, seveda zdaj starši hočejo veriti v tistem druge ljudi, kako so oni dobri, kako obvladajo, kako oni imajo veliko težav s tem mulcem, ki se zdaj tle vkopljajo. In otrok se preta z nogami, kot jim igračko in tako naprej. In potem starši tako pridejo do njega, recimo mama ali pa oba, se vseeno bilo, in daj zdaj ne mir, daj pogled, vsi da izgledajo, takoj prenehaj s tem ali pa ne vem kaj, te bomo, ne vem, kaj nekaj pač rečejo. In otrok se preta še naprej, se preta in po možnosti se vrže še po tleh, in še več hrupa vzbudija in pozornosti drugih ljudi, češ, jaz hočem tole ali pa nič. In starši so vse bolj nervozni, čim hitreje se poberemo, ker ni v redu, ker nas drugi gledajo, kaj se bodo pa mislili o nas in o naših družini in o naših medsebojnih odnosih, in pritiskajo na otroka, da je že mulj hitro vstan, ali pa potem v obumu reči, ma dobro, tle imaš to igračko, vsak ti, da gremo. Ali to starši naredijo velikokrat? Ja, naredijo. Kaj je s tem narobe, če govorimo o kulturi dobrega pogovarjanja? S tem je narobe čisto vse. Čeprav morda tudi dosežemo to, kar smo pač želeli doseči kot starši, čim hitrej se poberemo in bomo že bolj se doma pogovarjali. Torej, prvi to sploh ni pogovarjanje. To je v bistvu merjenje moči, kdo bo hitrejši, močnejši, kdo bo uveljavil svoje. Ni pogovarjanje. To ni začino za pogovarjanje. Drugič, nihče, recimo, da so bili trije, mama, oče in otrok, v tem trenutku ni pomislil, kar je sicer zelo težko. V trgovini, ko te gleda 100 ljudi, otrok se meče po tleh, je to težko narediti. O tem je benga dvoma, da smemo biti preveč zvišeni. Je to težko narediti, pa vendar, otrok je dobil tole izkušnjo. Nihče mu tega ni rekel, ampak izkušnja sama je nastala v teh interakcijah, medsebojnih odnosih. In sicer, če bi zdaj otroka parafraziral, bi otrok rekel, jaz pravzaprav pojma nimam, zakaj se zdaj tle po tleh mečem, nekaj me je pično, sanja se mi, jaz nisem psiholog, jaz nisem prebral razvojne psihologije, jaz ne vem, zakaj tole zdaj sploh počnem. Jaz sam čutim, da bi tole rad zdaj počel. Ne vem, kaj bi s tem rad dosegel. To je otrokova pozicija. Starši rečejo, pa sej mu vse damo, pa sej mu vse kupno, pa kaj ga je zdaj pično, pa kaj je zdaj prišlo v njegovo glavo, glih zdaj je tukaj, da mora nama te živce parati in nas sramotiti pred drugimi ljudmi. Dajmo hitro nekaj narediti, uporabiti eno moč, eno prisilo, karkoli že pač imamo kot starši, da bomo se čim prej spokali. Seveda, v tej situaciji pomeni, da se nihče z nikomer ni pogovarjal. In rekli boste, pa si tudi ni časa, ne morate pričakovati, da se bodo sred trgovine ljudje med sabo začeli pogovarjati. Imate prav. Imate prav. Pa zdaj pa pomnožite tako situacijo z faktorjem 100. Koliko izkušenj lahko dobi otrok, in tudi vemo, ker smo že naredili raziskave in obstaja statistika, v prvih 5 letih življenja takih izkušenj. Se pravi, nekaj počne, nekaj se pritožuje, nekaj jamra, pojma nima, zakaj to počne, nazaj pa dobi neko sporočilo, da je mir, ne zdajle, kaj nas sramotiš, takoj prenehi, utihen, ali pa celo kakšno grožnjo. Kaj to z vidika psihologije otroka pomeni? Da ni bil niti enkrat slišan. Da ni bil niti enkrat vprašan, kaj se pravzaprav zdaj s tabo dogaja. Kaj bi ti rad? Da ni bil enkrat spoštovan. Aha, razumemo te, zdaj se tako počutiš, to se zdaj v tebi dogaja. Če nekaj je res razumemo, kaj se dogaja drugem človeku, to znamo tudi povedati. Ne rečemo samo, ja, razumem, jaz razumem, kaj je zdaj v tebi. Čutim tvojo napetost, notranjo neko nevoljo, vznemirjenost, nekaj te je pično, sam ne veš zakaj.
In razumem še nekaj. Otrok v tistem trenutku ne bi toliko rad tiste igračke, itak jih ima doma že dovolj. On takrat želi nekaj drugega. Pozornost staršev, njihovo naklonjenost, njihovo spoštovanje. Taki spad zato lahko traja zelo kratko, par sekund, če dobi otrok ta občutek, da ga starši, razumemo te, okej, ja, to, kar zdaj počneš, ja, res ni fajn, to, kar se del tebi dogaja, to so take neprijetne situacije, še sami ne vemo, saj tudi nas zdaj kaj piči, pa sploh ne vemo, zakaj se tako obnašamo kot se. Otrok je inteligentno bitje, praviloma bo to zelo hitro dojel. In spet, ne vedno, seveda ne, včasih se preprosto ne izide, ne? Ampak praviloma bo s tem svojim vedenjem tudi prenehal. Zato, ker otrok nima intrinzične notranje motivacije, da se v trgovini po tleh metal zato, da bi koga že vceral. On se ni doma odločil, tako, zdaj se bom pa jaz, se bo tam prišel do vogala, na tla vrgu, zato da bo malo starše sramotil. Učenec v šoli nima notranje motivacije, da bi se obnašal neprimerno, zato da bo šel na živce učitelja ali pa da ga bo spravljal opad. Tega ljudje ne počnemo. Take situacije, ki jih zdaj opisujemo, se praviloma zgodijo, ne da bi kdo hotel, kar zgodi se. Zato je kultura dobrega pogovarja tako pomembna. Kaj ti, kot tukaj gor vidimo, nam v življenju pogosto ne preostane, dokler se s tem ne začnemo ukvarjati, nič drugega kot eden od teh treh, kot se temu reče, diskurzov. Diskurs je način, kako vstopamo v medsebojne odnose. Obstajajo prepoznavni diskurzi, kako to naredimo. Tisti prvi zgoraj je zelo, zelo pogosto, to pomeni, da ljudje začnemo v medsebojnih interakcijah zelo hitro vrednotiti drug drugega. Kdo je hitrejši, ali pa bolj pameten, ali pa kdo je na kakšni hierarhični lestvici, ki smo v hierarhičnem razmerju opeti višje, kdo mora biti tiho, kdo se neprimerno obnaša, kdo uporablja neprimerne besede ali kaj podobnega. Se pravi, moralizirati začnemo že takoj pri vhodu. Začnemo ugotavljati, kako je naš sogovorec neprimeren, ali pa nam gre do živce, ali pa se sploh ne zna pogovarjati, ali pa kaj podobnega. Ali gremo pa mi njemu do živce. To se spontano zgodi zelo hitro zlasti ljudem, ki so doživeli podobne izkušnje zlasti v otroštvu že velikokrat. Napeti so, vznemirjeni so in takoj se sproži kakšen tak refleks, kot temu rečemo. Drugi diskurs poznamo čisto vsi. Naši medsebojni odnosi lahko postanejo zelo hitro bolj ali manj odtujeni. Potem se ena skupina ljudi ne pogovarja z drugo, druga se ne pogovarja s tretjo, tretja se ne pogovarja s prva, en oddelek se ne pogovarja z drugim oddelkom, se raje tem interakcijam izognemo in potem govorimo o medsebojnem odtujevanju. Seveda, ljudje se ne odtujujemo med seboj spet, zato ker bi imeli notranjo motivacijo. Jaz se pa hočemo tudi odtujiti drugim, ker je meni to prav fajn. Ne, mi smo simbolna bitja, socialna bitja, mi želimo biti skupaj. Mi ne želimo biti odtujeni. Torej, ravno nasprotno je. Ampak zakaj potem pride do odtujenosti? Zaradi poškodb. Te so predvsem čustvene. Zdaj lahko omenim ključno dimenzijo kultura dobrega pogovarjanja. Kultura dobrega pogovarjanja pomeni ustvarjati prostore, kjer se ljudje pogovarjajo tako, da ima vsakdo po možnosti občutek varnosti. To, kar najbolj potrebuje, naprimer, najbolj izrazito pri majhnem otroku. Občutek varnosti. Ne, da je takoj kregan, ali pa da nekdo vpije na njega, ali pa da mu teži, ali pa da ga kritizira, da mu vzvoje občutke krivne, ali pa da mu teži na kakšen drugačen način, češ, ti bo zdaj, kaj spet govoriš, a moraš ravno zdaj s to temo začeti in tako dalje. To so mikrotravme, vse to so mikrotravme, ki, ker smo ljudje inteligentna bitja, počasi prispevajo k medsebojnemu odtujevanju. Jaz ne želim biti blizu drugih ljudi, ki me kritizirajo. Nihče ne želi biti blizu drugih ljudi, ki ga kritizirajo. Nihče ne želi biti blizu ljudem, ki mu vzbujajo občutke krivde, ki mu
tako ali drugače dajo vedeti, da je nekaj narobe naredil, da je neprimeren, da njegovo ali njeno početje ali govorjenje ali vedenje ali delovanje ni cenjeno in tako naprej. Nihče tega ne želi. Zato se ljudje začnemo umikati, če se le da, drug od drugega. Nekoga so se to pripelje do večje ali manjše odtujenosti. Določenim ljudem se preprosto izognemo, če se le lahko. Ker iz izkušnje vemo, da če smo bili že kdaj kritizirani ali pa prizadeti ali pa nam je človek dal vedeti, da nam bi živca ali kaj takega, mi ne želimo te izkušnje ponoviti. Ker je neprijetna. In to velja za vsakega človeka. Zapravi, utojenost se zgodi lahko zelo hitro, ne bi kdo hotel. Utojenost se zgodi hitro celo v okoljih, v katerih so ljudje vsi zelo zainteresirani, da ne bi bili utojeni. Ker ne vejo, kaj delajo. Ker ne vejo, s čim drugega odtujujejo, morda pa tudi ne želijo vedeti. Kot sem prej refraziral tistega človeka. To samo za referenco, to je ena od knjig, iz katerih jaz črpam in je res izjemna in s tem že tudi upeljujem enega od izrazov za kulturo dobrega pogovarjanja in to je storytelling v angleščini ali pripovedovanje zgodb. Pripovedovanje zgodb in obstajajo izjemni modeli, protokoli, načini, kako to v šolske programe vnašajo. Kako to šole, recimo po svetu, počnejo. In seveda to je zdaj že ena taka referenca, kot sem prej na začetku rekel. Vprašanje je, koliko se je recimo ta inštitucija pripravljena ali ko se želi s čim podobnim ukvarjati. Recimo take metode dobrega pogovarjanja, razvijati, krepiti, uvajati v šolske programe. To je samo ena taka zelo preprosta zgodbica, oziroma ne ni to zgodbica, to je začetek za ilustracijo, kako se lotevamo storytellinga, skrat pripovedovanja, o tem bo še malo kasneje spregovoril, pod pripovedovanjem zgodb. Zelo preprosta zgodbica, postavimo se pač prostor, okrog nas recimo, da so otroci in rečemo, ok, dragi otroci, če si dobro gledate tole sliko, boste opazili noter 3 profile. 3 profile, 3 človeške profile, 3 glave, 3 profile, poiščite jih, vzemite si čas, potem se bomo pa pogovarjali. To je tako za tako izhodišče, lahko vzamemo, en tak primer, iz te knjige. Rekel sem že, prej mi se lahko lotimo kulture dobrega pogovarjanja, če smo pripravljeni nekaj narediti na svoje egocentričnosti. Na svoje egocentričnosti, zakaj? Zakaj je egocentričnost tako pomembna zadeva? Zato, ker smo kot osebnosti narejeni tako, da v središče svoje osebnosti postavimo nekaj, kar imenujemo jaz. In seveda, v tem smislu je vsak človek samim v sebi zelo pomemben ali najbolj pomemben in gradi svoje vedenje, svoje način delovanja v svetu okoli tega ega, kar je seveda za občutenje samospoštovanja, samozavesti lahko zelo pomembno, lahko je pa tudi zelo problematično. Egocentričnost lahko hitro pomeni, da jaz zanimam samega sebe, medtem ko me vi kaj dosti ne zanimate. Mene zanima moj ego, moj jaz, da se jaz dobro počutim, da jaz uveljavljam svoje mnenja, da jaz naokrog pač pripovedujem to, kar vem, to, kar znam in tako dalje, od drugih pričakujem, da me poslušajo ali pa pač nekako ali so z mano v medsebojnih odnosih. Egocentričnost je največja ovira za kulturo dobrega pogovarjanja, ker če postavite 5 takih egocentričnih ljudi za mizo, boste dobili pač 5 monologov. Nikoli ne boste dobili pogovora. Iz 5 egocentričnih ljudi se ne more izcimiti pogovor. Ker bo vsak pač skušal svoje uveljaviti in kasneje bo tudi naredil eno raziskavo, ki to kljub temu, da ima vsak človek, pa če še tako egocentričen, potrebo pogovarjanja. Tudi če tega ne ve, jo ima. Potreba pogovarjanju je tisto, kar nam pomaga krepiti Schwarzeneggerjev meaningful life. Zdaj pa mogoče nekaj presenetljivega, nekaj, na kar ljudje podavani niso
prav zelo pripravljeni oziroma navajeni. Ko govorimo o pogovarjanju, se zdi, da je to povezano pač z govorjenjem. Z govorjenjem ljudje se usedamo, se pogovarjamo, izmenjujemo mnenja, komuniciramo itd. V resnici je pa ničkrat drugače. Pogovarjanje je mnogo bolj povezano z tem, kar imenujemo jezik čustev, kot pa z strogim, racionalnim izmenjavanjem informacij, kar počne recimo umetna inteligenca. Kultura dobrega pogovarjanja se pravzaprav začne z učenjem jezika čustev. Pravi, z čustvenim življenjem. In čustva so tisti del naše osebnosti, ki je pogosto največja dekla. Mi veliko več časa posvetimo logiki, pač govorjenju, zaradi mene retoriki in tako dalje, kot pa čustvo. Medsebojni odnosi pa pravzaprav mnogo bolj temeljijo na čustvih, kot na logiki, komuniciranju, prenašanju informacij in tako dalje. Mi smo prišli z dežja pod kapo. Kolikor manj skrbimo za kvaliteto medsebojnih odnosov, toliko manj tudi skrbimo za lastno čustveno življenje oziroma za življenje v skupnosti, v čestvu, kako že je to družina, je to kaj drugega, kajti čustva so po definiciji namenjene nekomu. Bolj, ko se svojim čustvom skušamo ali odrekati, ali jih utlačati, ali jih odriniti, ali kot se temu reče, ne pokazati, ne? Slabše je pravzaprav to za medsebojne odnose, ker čustva napajajo medsebojne odnose. Zdaj, če je to ljubezen, je to nekaj, če je to strah, je pa seveda nekaj drugega. Jezik čustev je torej ključni steber tega, s čimer se bomo tukaj ukvarjali, seveda čustvena inteligentnost, ni nič drugega kot učenje jezika čustev. Še dve referenci, to samo zato, da ne boste mislili, da govorim kar nekaj brez veze na pamet. Osnovna schema, zelo preprosta, zelo enostavna, pa vendarle, če se bomo kdaj ukvarjali z negovanjem, z kulturo dobrih pogovorov, dobrega pogovarjanja, se bomo srečali s to zelo preprosto schemo. EI je v bistvu umetna inteligenca, to ste dali prevesti, emotional intelligence, ne umetna inteligentnost, inteligenca nekaj drugega. Se pravi, vprašanje, ki ga tukaj postavljam je, koliko se ljudje ukvarjamo z zaznavanjem čustev pri sebi in drugih ljudeh, kaj delamo na tem, kar imamo uravnavanje čustev, razumevanje čustev in pa, kot sem prej rekel, kako negujemo svoje čustveno življenje, ki je podpora, ki je temelj pogovarjanja. Pogovarjanje zato ni komuniciranje. Preprosto ni. Komuniciranje je lahko del pogovarjanja. Ker za komuniciranje naše čustva niso pomembna. Mi prenašamo določene informacije in jih ne rabimo opremiti še z svojimi čustvi. Pogovarjanje pač. Zato je to tudi tako po eni strani šele nova ideja, oziroma to so neki 20 let, mogoče 25 let, ker se srečujemo s pojmom umetne inteligentnosti, predtem tega ni bilo. Pred tega ni bilo, ljudje niso bili pozorni, sploh se niso ukvarjali z čustvenim življenjem v povezavi z pogovarjanjem, ker se delo to ločeno, da je pogovarjanje bolj stvar retoričnih spretnosti, hitrosti v nizanju argumentov, prepričevanju drugega, izogibanju logičnim napakam in tako naprej. Vse to tudi seveda zajema. Čustveno življenje bo odrezano, kot to ni pomembno. Danes vemo bolje. Danes vemo pravzaprav, da kulturo dobrega pogovarjanja poganjajo čustva. To nas bo kaj preveč zanimalo, ker je preveč zapleteno, to tudi ne, zdaj sploh ne, to bomo z drugi zanimali, zdaj samo pa se v bistvu ni pa mač ustaviti. Tukaj gor levo vidite mogoče imate to izkušnjo, levo zgoraj, dva človeka se dobita in eden od obeh čist preveč govori. Mogoče imate tako izkušnjo, srečate drugega človeka, in potem eden začne govoriti katoča, govori kot poplava. In ta obogi drugi revš nekaj, kako se temu izogniti, to ni pogovarjanje.
To preprosto pomeni, da en človek izkorišča drugega, zato da lahko govori in ga drugega uporablja tako kot eno kanto za smeti, kamor lahko nekaj odloži, in ničeš sam ne ve zakaj. Taki ljudje so pravzaprav zelo poškodovani. Ljudje, ki imajo tako blazno veliko potrebo, da tako neskončno veliko povedo, nekomu, ko ga srečajo, govorijo, so pravzaprav poškodovani. Zlasti so čustveno poškodovani, prikrajšani so. Prikrajšani so, da to veliko pomeni. Druga, to ni pogovarjanje, to je pač en človek nalaga drugi, se tudi reče. Tukaj spodaj, to je tista raziskava, ki sem prej omenil. Iz raziskav vemo, da ljudje večinoma ne poslušajo drugih. Ljudje, ko se bijo skupaj, ko se zdi, da se pogovarjajo, bolj ali manj čakajo, da sami počne na vrsto. To je oblika egocentričnosti. Čim prej prišel na vrsto, da bo še jaz povedal svoje. Jaz ne poslušam drugega, jaz samo čakam, da bi prišel na vrsto, ali počasih se kar vzame besedo, ali pa kdo kar uskoči v besedo, ga kar preglasi, da bi povedal svoje ime. Ker sploh ne poslušam. Ne eksperimenti to potrjujejo. Ko se ljudje tako pogovarjajo, kar je tudi zelo tisto zgoraj desno, to imam tudi zelo rad, taka lepa prispodoba za sodobne oblike pogovarjanja, to niti slučajno niso, to imam jaz zelo rad. Človek se pogovarja in človek vzame telefon ven pa reče, saj te ne mota, če jaz te samo brskam, saj jaz te poslušam. Ne, ker me ne moč, ker tvoji možgani tako delujejo. In ko naredijo take eksperimente, vprašajo tega človeka čez 5 minut, ok, no te pa povejte, kaj pa je povedal vaš sogovorec? Neki, če kaj je že bilo? Ne veš, ker ne moš vedeti, ker možgani tako delujejo. Če ti brskaš po telefonu, ne moraš poslušati drugega, konc. In nobena znanost še ni potrdila enih ljudi, ki imajo pač to radi, kot izgovor, jaz sem pa toliko sposoben, jaz sem pa toliko zmožen, jaz pa štiri naenkrat počnem. Ne moč. Oziroma, morda celo jih, ampak učinkovitost vsake je taka. Se pravi, na koncu nikakršna. Ampak to so skoraj bi rekel paradigme vsakdanjega življenja in tega, kar ljudje imenujejo pogovarjanje. Ali govori nekdo preveč, ali nekdo sam čaka, da bo na vrsto prišel, ali pa kar da telefon ven, pa se obnaša, kot da drugega sploh nima. Kaj pravzaprav nam bo še ostane? Kaj lahko naredimo? Zdaj pa lahko preidemo k eni začetni ideji, kaj je umetnost gostovanja. Art of hosting je eno od modelov, če lahko rečem, za negovanje kulture dobrega pogovarjanja. Art of hosting je super dober izraz, ki pomeni umetnost gostovanja. To je pa zdaj za številne ljudi pravzaprav že zelo zahtevna naloga, zlasti za ljudi, ki so egocentrični. Zakaj? Umetnost gostovanja pravzaprav obrne naše vsakdanje razumevanje pogovarjanja na glavo. Umetnost gostovanja pravi, zdaj pa nisi ti, ni tvoj ego glavni, ampak je drugi glavni. Zdaj, ti si njegov ali njen gostitelj. Art of hosting je umetnost gostovanja drugega. Začne se z dobrim poslušanjem. Sedva se, sem pa jaz pripravljen, telefon bomo spravili, oziroma sportnik ne bomo samo prinesel, sem pa jaz pripravljen tebe poslušati. 2 minuti, 3, 5, 10, 15, kolikor pa treba. Ampak res poslušati. In da res drugega človeka poslušamo, potrdimo s tem, da potem, ko končamo recimo pogovarjanje, znamo natančno povedati, kaj nam je drugi povedal, znamo odgovoriti in še nekaj znamo, kar je mogoče še pomembnejše v luči tega, kar sem prej rekel, ker čustva podpirajo pogovarjanje. Vemo tudi, kako se drugi počuti. Kaj čuti v sebi? Drugo ime za to je sočutje. Drugo ime je Dobro pogovarjanje se začne s sočutjem.
Bom vzal jaz zdaj svoje mnenja, pa svoje ideje, pa ne vem, kaj že imam zapovedati, malo klepaj in bom tvoj gostitelj. Pripoveduj, kaj imaš zapovedati. Ne? In zlasti je pomembno, da poskušam ustvariti, prispevati k ozračju, se pravi k občutenju, da se drugi počuti varnega. Se pravi, da ni v zadregi, a ga bom zdaj jaz kritiziral, a ga bom polil z gnojnico, ali bom upil na njega, ali bom zaostril kaj, ali se bom z njim začel prerekati, ali se bom začel z njim pregovarjati, ali bom začel z njim, to že ni reto, kaj se to zdaj rekel, tako naprej. Če tega ne moramo doseči, ne, če je to v nas, da smo arogantni, vzvišeni, prehitri, kritični, ostri, zajedljivi in tako dalje, potem ne moramo ustvariti varnega okolja. Varnost pomeni, da ne glede na to, kaj bom rekel, dobro, neke elementarne predpostavke, seveda, da ne žalimo drug drugega, da se ne zmerjamo, se najbrž je to razumljivo. V teh elementarnih predpostavkah, ne glede na to, kaj bom rekel, zdaj paradigma za to je psihoterapija. V psihoterapiji ni pomembno, kaj človek reče in bo tisto poslušano in sprejetno. Psihoterapeut se ne prereka s pacientom. Pacient, ki pride in reče, ja, veste, jaz vam je tak čutek, jaz mislim, da me masovci zasledujejo, včeraj so pristali s krožnikom na naši zelenici, psihoterapeut ne reče, da čakajte, to je čisto neumno, s kakšne masovci, kakšne zelenica, z vami, vi se da je malo noč, z mene delate. Ne, kaj reče psihoterapeut? In to je paradigma dobrega pogovarja. Psihoterapeut reče, wow, zanimivo, loše kaj reči povesti. Mene pa to zanima. Dobro boste rekli, seveda, da vsakdanji govor ne more biti psihoterapija, gotovo da ne, ampak se pa lahko iz psihoterapije kaj uvozi v vsakdanje življenje. Naprimer to. Jaz sem te pripravljen poslušati. Če se meni še tako čuden zdi, kaj imaš ti zapovedati? Kaj ti izhajam iz osnovnega spoznanja, ki ga sodobna neuroznanost na veliko potrjuje, namreč, da dva človeka v glavi nimata enakih možganov. Da dva človeka, tudi če bi hotela, ne morata na enak način zaznavati sveta, ga razumeti, razlagati in govoriti o njem. Ne morata, se ne da. Vsak človek ima malo drugačne predstave o svetu, ideje o svetu in tako dalje. Kar pomeni, da to za samo potegne to osnovno, ta osnovni mehanizem. Dobro pogovarjanje pomeni, da sem zmožen zdržati. Ne bi me to frustriralo, da en človek pripoveduje nekaj, kar se meni zdi čist čuden in nerazumno dober, ali pa se mi zdi bizarno, ali pa utrgano, ali pa nesmiselno in tako dalje. Gostovanje pomeni, ti si moj gost. Zato se takih omizij, kot so tale omizja, lotevamo umetnosti gostovanja tako, da se učimo najprej poslušati druge. Ena od elementarnih oblik je, jaz zgolj poslušam druge. Jaz nič ne rečem, sploh nič, samo poslušam. In seveda, ljudje se zelo hitro pripričajo, kako ne znajo poslušati. Kako se jim sicer zdi, da znajo, ampak resnično ne znajo. Kako selektivno poslušajo in kako malo se zapomnijo. Zato, ker smo ljudje nagnjeni k temu, da poslušamo in slišimo predvsem tisto, kar je nam všeč. Oziroma, kar se sklada s tem, ker mi že sami vemo, ampak kar sami mislimo. In zelo hitro se zato zgodi, da pravzaprav pol tega, kar nam človek pripoveduje, kratko malo ne slišimo. Prav dobesedno ne slišimo, tudi naši možgani selekcionirajo vse tisto, kar se pač ne sklada s tem, kar sami mislimo. In pa seveda še ena stvar je, ki jo uporabimo takoj v začetku, in to je, da kdor pa pripoveduje, ki je gost, en je gostitelj, drugi je gost. Tisti, ki pripoveduje vse. Ne o vremenu, ne o vladi, ne o polni luni, ne o Nemčiji, o fuzbal tekmi, ki je včeraj ne vem, kjer je možno gnalo, ampak o sebi. Stavke zato začenjamo z jaz. Čeprav seveda to ne pomeni zdaj
egocentričnost. Se učimo enega protokola. Govoriti o sebi je neprimerno, bolj zahtevno, kot govoriti o dogodkih zunaj nas. Zato, ker je tudi med drugim veliko več možnosti, če nismo v varnem okolju, da nas to prizadeva. Zato se ljudje spontano izogibamo govoriti o sebi, razen takrat, ko se res počutimo varni. To pa včasih je kar težko zagotoviti. Ko pa se počutimo varne, se pa dogaja nekaj, kar imajo ljudje izjemno radi. In takrat pride do polnega izraza tisto začetno govorjenje, ko sem omenil, ko sem par števil govor, kako ljudje hrepenijo danes po laični psihologiji, po psihologiji samoodkrivanja, razumevanja samega sebe, kako premagam svoje tesnobe in strahove in negotovosti, kako se znebim obsesivnih misli, itd. To, kar sem prej omenil, pravzaprav ni tako daleč od tega, kar ljudje sami rečejo. Ljudje bi v neko elementarno obliko psihoterapije živeli. Ne bom šel k terapeutu, pa ti se podstane, pa se nisem nor, tako naprej. Ampak priročnike za samo pomoč kupujejo pa ljudi. Se pravi, ljudje čutijo, da bi nekakšno neko elementarno obliko psihoterapije, da bi jim prav šel. Ne zato, ker so neumni, ne zato, ker z njimi nekaj narobe, z njimi nič narobe. Samo poškodovani so. Ranjeni so, prizadeti so in nosijo rane s seboj. In te rane, zlasti čustvene, vplivajo na nje. Vplivajo na medsebojne odnose. In ker živimo na tem svetu kar nekaj let, ne samo par, tudi nekaj desetletij, se tega lahko skozi čas nabere veliko. In odtujenosti se tudi lahko nabere veliko, ker so komunični. In vse to so razlogi, ki nam pomagajo, mislite, zakaj ljudje toliko priročnikov za samo pomoč kupijo. Ker bi radi, ker čutijo intuitivno, da bi bilo treba nekaj spremeniti. Nekaj bi bilo dobro prijeti. Meni ni dobro živeti z vso to tesnovo. Pa noč ne morem, po noč se zbujam, pa obsesivne misli, pa ne moram se jih znebiti, pa imam občutke krivlje, pa imam občutke, da nisem dovolj naredil, da sem premalo storil, da so drugi bolj storili, da me čudno gledajo, da me po strani gledajo, da sem nič vreden, itd. To vodi lahko nočno mor. Tako razmišljajo se kopiči in šel, pa zakaj se jaz tega ne moram znebiti? Daj mi eno knjigo, bom prebral, mogoče bom te 7 na svetu od Arnolda Schwarzeneggerja, mogoče bo kaj pomagal. Ne bo. Ne bo. Ker je težko presegati take fiksacije, traumatične izkušnje na podlagi tega, kar mi knjiga pove. Kaj mi knjiga pove? Predvsem mi nekaj pove, ne? Naredite tole, naredite ono, tako naprej, in ti reče, ja pa se jaz to želim. Zakaj mi kaj piše, naredi to, pa se to že vem. Ampak potem sledi vprašanje, ok, če že vem, zakaj mi tega ne naredim? Oziroma novo vprašanje, če to vem, pa to poskušam narediti, zakaj ne naredim? Ker ni tako preprosto. Ker je bolj zapleteno. Ampak to spet ne pomeni, da mora začel terapirati. Če mu pomeni, da je treba biti v terapiju. Pa biti kar 3 leta, pa plačal 120 €. Ne. Zato smo iznašli med drugim kulturo dobrega pogovarjanja. Kultura dobrega pogovarjanja pomeni, da ljudje vsaj v eni majhni meri, mogoče bo še zmeraj kdo moral biti psihoterapijo, da začnemo premagovati vse tiste dejavnike, ki vplivajo našo medsebojno odtujenost, na to, da prehitro vrednotimo, da ne znamo dovolj dobro obvladati svoje jeze, da stanemo prehitro frustrirani, da smo vznemirjeni in pravzaprav poslabšujemo kvaliteto medsebojnih odnosov. Mi to znamo početi. Izboljševati kvaliteto medsebojnih odnosov. Zdaj, tukaj je sam en tak primer, spet sam to zaradi reference, to je, da počnem, to vas ne moti, da me gor še ena taka referenca, ampak mogoče za kratko povzetje, povzetek, vidite, čustveno inteligentne šole. Obstaja koncept čustveno inteligentne šole. To je sodobni, ali pa sočutna šola, koncept čustvene šole, za drugim. Čustveno inteligentne šole. To so tiste šole, v katerih se zavedajo vsega tega, kar se zdaj povedal, pa še česa drugega. Kako
kako so za šolanje, izobraževanje, ker recimo mladi preživijo toliko ur, pomembna čustva. Seveda, poleg znanja in ocen in dejstva, to vemo že 250 let. To je itak. Ampak šele zdaj, tukaj tudi vidimo, recimo, kako primitivni smo pravzaprav šli. Šele nekaj desetletij govorimo o razvijanju čustveno inteligentnih šol, ali pa čustveno inteligentnih vrtcev, ali pa zaradi mene čustveno inteligentnih inštitucij. Zdaj, seveda, tole, kar jaz tukaj omenjam, je zgolj propozit, kot se reče. Zdaj pa samo še stvar. Tukaj lahko razverjate, ne, iz podnaslova, kako bi rekel, da je umetnost gostovanja. Še ena stvar, ki jo velja omeniti, da damo počas šlipe, že to ura, potem popolneje. Kako je gostovanje namenjeno pravzaprav temam, da smo seveda bili rekli, ne, temam, ki so zelo pomembne. Vse teme, s katerimi se mi tukaj ukvarjamo, so pomembne. Ja, ali tudi nisem. Mogoče tudi nisem. Čisto vse, pa mogoče tudi nisem. Ali pa so ene pomembnejše. In naše čustveno življenje je ena najpomembnejših stvari, če hočemo živeti v okolju, vsak dan, 8 ur, da bomo tam imeli občutek, da smo varni, da smo cenjeni, da smo spoštovani in da prispevamo k, ne samo kulturi dobrega pogovarjanja, ampak sploh k identifikaciji za inštitucijo, v kateri delamo.